zelo pomembno vprašanje, glede na to, da so delovne izkušnje tisto, kar je pravzaprav srce življenjepisa. Kaj vse je lahko delovna izkušnja? Vsi vi veste, da je delovna izkušnja seveda lahko tudi s področja neformalnega, vendar je pa to vedno znova vprašanje iskalcev. Poleg tega v svojih predstavitvah včasih mešajo delo z vrsto delovnega razmerja. Tako da na primer napišejo študentsko delo, pogodbeno delo in skratka se že vnaprej opravičujejo, da niso imeli, ne vem, pogodbe recimo, ali pa da so jo imeli, ali pa da to ni bil NDČ, a ne, kakor mi temu rečemo. Tako da vse to je drugotnega pomena, kar poudarek pri tistemu, ki išče nekoga, je, kaj on v tem trenutku zna, in ne koliko je bil za to plačan, ali pa kakšna je bila vrsta delovnega razmerja, v okviru kateri je pridobil te kompetence. Tako da v življenjepisu seveda se pa te delovne izkušnje lahko navajajo bodisi pod delovnimi izkušnjami, bodisi kot kompetence. Se pravi, tle ni nekega, bom rekla, zelo jasne ločnice ali pa zelo jasnega pravila. Vkolikor med delovnimi izkušnjami navajamo neke neformalne izkušnje, seveda lahko v oklepaju napišemo, da je to prostovoljno delo, sigurno pa ne na veliko pa na prvem mestu. Lahko pa seveda jih navedemo kasneje kot neke kompetence. Vkolikor želimo, da je kompetenca zares verodostojna, je pa fino podkrepiti jo z zelo konkretnimi podatki. In ta primer, čeprav je že star, ga jaz nekako zmeraj pokažem, ker je tako kratek in jedrnat. Se pravi, kot prostovoljka sem slovenski organizaciji tej in tej pomagala pri izvedbi dogodka tega in tega. Zdaj v tem primeru je tukaj naveden link, lahko bi bil pa tudi naveden, kakšna je bila ciljna publika, koliko ljudi je bilo vpletenih, koliko časa je to trajalo in tako naprej. Se pravi, delovna izkušnja je lahko marsikaj in najpomembnejše je to, kaj sem jaz kot posameznik iz tega ven potegnil, a ne. In to je spet ta stvar, kje se srečujemo z delodajalcem, kaj pišemo v življenjepis, to, o čemer mi želimo potem govoriti, to je eno pravilo. Drugo pa seveda so zahteve delodajalca, s tem, da vemo, da včasih so pač delodajalci v svojih željah tudi nerealni in pač tam jim mi pač poskušamo priti naproti z našimi pojasnili. Potem naslednje vprašanje, ali pisati veliko ali malo. Zdaj, ko imamo novo platformo Europass, se je izkazalo, da nekateri, čeprav je sicer omogočen vnos stare oblike življenjepisa, je se sem in tja komu zgodilo, zlasti pa v Italiji, kjer so bolj elokventni, da niso mogli svojega življenjepisa uvoziti. In potem, ko so to raziskovali na Evropski komisiji, so ugotovili, da ljudje pišejo po 10, 20, 30, 40, 50 strani dolge življenjepise, a ne, in toliko pa ni zmogel tisti sistem. Tako da zdaj pri nas to seveda mogoče celo komično zveni. Ni pa redko, da ljudje napišejo po 4, 5 strani, 6 strani, a ne, dolge življenjepise. Tako da zdaj tukaj osnovno pravilo za iskanje na trgu dela, bom tulele spustila prijave na evropske projekte, kjer je mogoče veliko potrebno, za iskanje na trgu dela pa ne, a ne, za iskanje na trgu dela je pa treba biti jasen, hiter čas je denar, noben nima prav veliko časa, in v bistvu s tem, ko mi naredimo en povzetek, kratek in jasen, tudi drugemu omogočimo, da se hitro prebije čez našo izkustveno zgodovino. Potem, kar zadeva izobraževanje in usposabljanje, no, tukaj so po mojih izkušnjah ljudje bolj skopi z informacijami, tako da tukaj jih mogoče včasih celo pogrešam jaz, ko gledam neki življenjepis, zame pač nekdo, ki ima ne vem koliko izobrazb navedenih, pa ne zna napisati niti enega stavka o tem, kaj se je naučil v 4 letih, pač meni je to nenavadno, no. Je pa dejstvo, da delodajalce, kot sem že prej povedala, pa bistveno bolj zanimajo delovne izkušnje,
kot rečeno, kakršnokoli, in tle je mladinsko delo lahko izjemno dragocena izkušnja. Zdaj, kako pa opisati tudi, če so izkušnje, če jih je veliko, se jih lahko združuje in časovno, bom rekla, in vsebinsko, če sem bil 3-krat prodajalec v trgovini, se to da združiti v eno alinejo. Če sem znotraj enega podjetja prešel več različnih funkcij, da sem znotraj ene organizacije napredoval, se to spet da združiti. Tako da nekako šparajmo čas drugega, na račun našega časa v tem primeru. Mi bomo veliko več porabili, da bomo to skrajšali, ampak bo pa zato tisti na drugi strani lahko manj časa porabil. V tem primeru je lahko koristno tudi združevanje v neke alineje, znotraj katerih mi potem lahko navedemo več nalog. To je pa v tem drugem primeru. Potem eno pogosto vprašanje, zdaj čisto konkretno za Europass, ali imajo delodajalci radi Europass. In zdaj čisto prevedeno v nek drug jezik, pa to lahko pomeni, ali naj bo življenjepis enozračen, strukturiran, ali naj bo inovativen, ali naj bo nekaj posebnega. Tako da zdaj enoznačnega odgovora na to ni v nobenem primeru, kajti ljudje smo različni, delodajalci so različni in moj nasvet recimo nekomu, mladinskim delavcu, recimo, ko hoče pomagati svojim kandidatom, je, naj jim dajo povratno informacijo na njegov življenjepis, ampak 2 mladinska delavca ne boste iste verjetno stvari opazila, tako da enako je z delodajalci. Tako da zdaj tukaj sem dala ene 3 misli delodajalcev, ki so na naši spletni strani zbrani, europass.si. Zdaj bom rekla tako čisto v splošnem, večini delodajalcev v resnici je vseeno, kakšen je življenjepis, važno, da je dober. Dober pa pomeni pregleden in pa vsebinsko bogat ali pa vsebinsko ustrezen. Tako da tale prva misel mi je zelo všeč, se pravi od gospoda Bruvota iz agencije Kariera. Zaposlitev neke vrste poroka med kandidatom in zaposlovalcem je čustven proces, obstajati mora všečnost in skupni interes. Tako da ta misel v bistvu pojasni to, da je dejansko tle gre tudi pri zaposlovanju včasih malo več kot samo za to, kako je kaj predstavljen. To je res, ko naletiš na takega delodajalca, da mu ustrezaš, je to. Potem druga je naslavlja ta problem inovativnega življenjepisa. Zdaj tlele vidimo konkretno jim je všeč bolj strukturiran. Zdaj to pa ne pomeni, da so vsi delodajalci taki, kakšni zlasti kakšna komerciala, kjer je treba mogoče neke inovativne pristope lansirati, bojo pa morda cenili tudi kaj drugega, tako da tukaj Europass ostaja neka podpora uporabnikom ali pa začetnikom ali pa nekomu, ki jim ustreza ta forma. Je pa sigurno delodajalec tisti, ki je najbolj, mislim, katerega je pa treba morda vprašati, kam pričakuje. Potem je še tretja misel, dobra kombinacija sta Europass življenjepis in osebni povzetek posameznika. To prav tako kaže na to, da na nek način, seveda oni imajo radi strukturirano obliko, na drugi strani pa tudi neko osebno noto, kako bo nekaj znal povedati o sebi, neko refleksijo in tako naprej. Zdaj pa še zadnji moj slajd, se pravi, nekaj je realnost, kaj mi imamo, nekaj so naše ambicije ali pa ambicije mladih, ki želijo priti na neka mesta. Eno je, mislim, eno od pomembnih poudarkov ali pa nasvetov za vsakega mladega, zlasti mladega, naj se aktivira čim prej z kakršnimkoli delom, se pravi, naj si bodi prostovoljno, kakršnokoli v resnici je delovna izkušnja, to je to, kar res največ šteje. Tako da recimo tudi v Avstriji, v Nemčiji, kjer so zelo močni ti sistemi vajeništva, oni ogromno tudi pač vrednotijo in gradijo
zadeve na tem. Pri nas pa sicer je velik poudarek na teoretičnem znanju, vendar potem, ko pa prideš enkrat na trg dela, pa vsak želi še izkušnje, a ne. Tako da en od odgovorov je lahko tudi beleženje, se pravi, stalno je treba nekako spremljati. Pa to ni samo zato, da imamo na mestu zbrane vse stvari, ko jih rabimo. V bistvu velik del odgovora se skriva tudi v tem, da samo beleženje v tistemu, ki beleži, sproža nek proces samozavesti, a ne, ki je pa ključen za nastop na trgu dela. Se pravi, jaz, ko si zabeležim, da to in to in to znam, pomeni, okej, pa saj nisem tak luzer, a ne, saj sem pa to naredil. In to je strašno močno orodje in rekla karierna orientacija po vsem svetu ali pa vse, kar sem jaz preobredla teh evropskih držav, gradi na postopkih samorefleksije, ne, vsi portfoliji, vse zadeve, ne, to je ena osnova. Zdaj pa dela to sam ali dela nekdo s svetovalko, a ne, ali pa mladinskim delavcem. In pa še zadnja mogoče misel, nasmeh in energija sta ključni, bom rekla, v takem mindsetu tako za mogoče osebno predstavitev, kot tudi mogoče za soočanje z kakšnimi neuspehi, kateri se seveda vsakmu, ki se na trg dela vključuje, lahko zgodijo in je to nekaj čisto normalnega, ne. Tako da najlepša hvala, jaz zdaj nisem štopala minut, sem malo pomislila, da jih je pa 7 pa bilo, ja.